Želijo, da bi bili obe fronti povezani, vendar je pač tako. In to je zato, ker sta Hezbolah in Iran o tem tako razpravljala. Kot so povedali, če Izrael napade južni Libanon, kar tudi počnejo, bo Hezbolah napadel severni Izrael. In potem, če Hezbolah napade severni Izrael, bo Izrael napadel Bejrut. In to v enačbo vključi Iran. Tako da ju res ne moreš ločiti, še posebej glede na dejstvo, da ima Hezbolah tolikšen vpliv, da lahko v bistvu kadarkoli znova začne vojno in deluje pod okriljem Irana. Torej, v bistvu se vse vrne k njim, so neločljivo povezani in dejansko še niso streljali na severni Izrael. Vendar je bilo pred približno 1 uro v severnem Izraelu v zaritu nekaj siren, nekaj ur prej pa tudi v ozkem pasu Galileje. Skupaj so bile proti vojakom IDF, ki so nameščeni v južnem Libanonu, usmerjene 4 rakete, vendar nobena od njih ni prečkala izraelskega ozemlja. 2 od njih sta bili prestreženi, 2 pa sta pristali na odprtih območjih poleg vojakov. Toda težava je v tem, da se bo, če se zgodovina ponovi, Hezbolah vedno bolj približeval izraelskemu ozemlju. Morda bo ena raketa priletela v izraelski zračni prostor, morda v Izraelu sploh ne bo povzročila nobene škode, morda bo prestrežena, morda bo pristala na odprtem območju. Toda to bo Izraelu dalo izgovor. In to je tisto, v čemer Hezbolah običajno uživa. Preizkušajo teren, da vidijo, kako daleč lahko gredo, ker ne želijo dogovora med Iranom in Izraelom. Prav tako ne želijo nobenega dogovora med Izraelom in Libanonom. Želijo izkoriščati kaos in nestabilnost Libanona, ki se je nakopičila v zadnjem desetletju ali 2. In tam so najmočnejši, zato želijo to, če lahko, ustaviti. In da bi to dosegli, bi morali streljati proti severnemu Izraelu. Tega še nismo videli. Če pa bi se to zgodilo v naslednjih nekaj dneh, nihče ne bi bil presenečen. Joe, kaj vse to pomeni za prebivalce severnega Izraela, kjer ste vi? Kakšno je tam vzdušje? Je to samo nadaljevanje tega, kar se dogaja že zadnjih nekaj mesecev? V bistvu da, še posebej zaradi Hezbolaha. V večjem delu države se bolj bojijo Irana, ker lahko njihove rakete dosežejo večjo razdaljo in ker so močnejše, težje rakete. Vendar pa ima izraelska javnost, ko pride do napada iz Irana, med 5 in 10 minut časa, da se odzove in pride do zaklonišča. In enako je tukaj na severu Izraela. Če pa pridejo kakšni droni, rakete ali zračni napadi iz Libanona, imajo le nekaj sekund, da se odzovejo. Zato so lahko veliko težji za obvladovanje. IDF nima dovolj časa, da bi jih prestregla. In v nekaterih primerih, še posebej FPV droni, ki jih je Hezbolah uporabljal v zadnjih nekaj mesecih, jih je zelo težko prestreči. In to postavlja prebivalce severnega Izraela v nevarnost. Obstajajo različna prepričanja med ljudmi tukaj glede napadov Hezbolaha. Nekateri ljudje so se odločili pobegniti, vendar se večina ljudi s tem sooča že zadnji 2 leti in pol. Če do zdaj niso odšli, potem ni razloga, zakaj bi odšli zdaj. Razen, če Hezbolah bistveno ne razširi svojih napadov, česar pred prekinitvijo premirja tukaj niso počeli, potem ne bodo imeli razloga za skrb. Če pa bodo to še dodatno pospešili, bodo se obrnili na svoje voditelje. In že zdaj je razmerje med vodji regionalnih svetov tukaj v severnem Izraelu in izraelsko vlado razklano. Menijo, da jih je vlada pustila na cedilu, ker želijo ohraniti gospodarstvo odprto. Želijo ustvariti vtis, da se tukaj v severnem Izraelu vse odvija normalno, vendar pa nimajo takega občutka, ko so nenehno pod obstreljevanjem raket. Tako je odziv ljudi in vlade mešan. Za zdaj ostaja vse odprto in obstaja upanje in optimizem, da bi morda lahko premirje med Izraelom in Hezbolahom zdržalo. Toda ti strahovi se bodo morda kmalu razblinili. Joe Brown z najnovejšimi informacijami iz severnega Izraela. Hvala za to posodobitev.